Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci Večera. To je dnevno informativni podcast Večer je zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je torek, 12. maj 2026. Moje ime je Miha Dajčman. Katere teme izpostavljamo tokrat? Trgovci opozarjajo na padec prihodkov, rast stroškov in selitev dela nakupov. Maribor dobiva 439 novih najemniških stanovanj. Maribor, da ni več košarkarsko mesto, dobili smo prvakinje in podprvake. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Ne le slovenska, tudi svetovna trgovina se sooča z obdobjem velikih sprememb. So pa nekatere specifike, ki še posebej veljajo za slovensko trgovino. Prihodki v maloprodaji padajo, potrošniki vse pogosteje nakupujejo v tujini, trgovce pa pritiskajo višji stroški dela, energentov in digitalna konkurenca. Nedavno napoved lastnikov Hervisa za zaprtje trgovin v Sloveniji je odprla vprašanja, ali gre le za posamezno poslovno zgodbo ali za širši signal prestrukturiranja panoge. Kaj se danes pravzaprav dogaja s trgovino, kako se spreminjajo nakupne navade in kakšna bo prihodnost fizičnih trgovin. O tem danes z Mitjo Sagajem, ki je avtor obširnega teksta in tudi komentarja na to temo. Mitja, zdravo. Zdravo, Miha. Torej, je primer Hervisa predvsem izolirana poslovna zgodba ali znak širših težav v trgovini? Ja, na nek način lahko rečemo, da je simptom dogajanja. Je pa res, da predvsem ne smemo narediti prehitrega sklepa, da je Hervis oziroma zgodba je napovedano zaprtje trgovin v Sloveniji, neposredna posledica razmer pri nas, kajti v tem primeru gre precej očitno tudi za neko širšo lastniško in strateško zgodbo oziroma usmeritev, kajti novi lastniki prestrukturirajo podjetje. Športna trgovina pa je že nekaj let pod pritiskom zaradi spletne prodaje, previsokih zalog in spremenjenih nakupnih navad po pandemiji koronavirusa. Ampak je pa res, da po drugi strani takšni primeri vseeno veliko povedo o razmerah v panogi in ko podjetja ocenjujejo, na katerih trgih bodo obstala, kje se bodo umaknila, seveda postanejo takrat pomembni tudi stroški poslovanja, nazadnje kupna moč, davčno okolje in tudi konkurenčnost države. In treba je reči, da tukaj Slovenija trenutno nima najboljših pogojev. Podatki celo kažejo na padec prihodkov v trgovini, medtem ko recimo prihodki v trgovini v Evropski uniji v povprečju rastejo. Zato Hervis ni dokaz zloma seveda trgovine, je pa, kot rečeno, lahko nek simptom širšega prestrukturiranja, pa hkrati seveda tudi opozorilo, da trgovina danes deluje v precej bolj zahtevnem okolju kot še pred nekaj leti. Zakaj potrošnja v Sloveniji pada, če pa nekaterim plače rastejo? Res je nekaterim, poudarjamo, seveda nekaterim res je, da se tudi minimalna plača zvišala in to je treba priznati, da to je en največjih paradoksov trenutnega časa, obdobja. Na prvi pogled bi seveda lahko pričakovali, da višje plače pomenijo tudi večjo potrošnjo. Ni pa tako preprosto, kajti del problema je tudi v tem, da ljudje recimo kljub višjim dohodkom nima nujno večjega občutka neke varnosti, ki jim ti dohodki prinašajo in zagotavljajo. Nenazadnje so stroški življenja še vedno visoki, prisotna je ta previdnost, hkrati se seveda tudi močno spremenilo vedenje potrošnikov. Danes ljudje veliko bolj recimo primerjajo cene, iščejo akcije, nenazadnje pa tudi brez večjih zadržkov odhajajo po nakupih čez mejo. To velja predvsem za obmejna območja, pa tudi ne več zgolj za obmejna območja. Seveda pa se premikajo tudi s svojimi nakupi na splet. Pomembno je tudi, da kupna moč ne izgine nujno, ampak se del nje torej seli drugam. Nenazadnje to opozarjajo tudi v trgovinski zbornici, ker še posebej radi izpostavijo, da seveda vse več nakupov iz Slovenije odteka v sosednje države, kjer so nekatere cene nižje tudi zaradi drugačnih davčnih stopenj. Se tudi pri nas je že nekaj govora o tem, ampak nismo še tam, da bi znižali davčne stopnje za določene izdelke in to seveda pomeni, da rast plač sama po sebi ni dovolj, če ljudje ocenijo, da recimo lahko za isti denar drugje dobijo več.
Mitja, jaz sem pristaš nakupovanja na licu mesta, ne pa na spletu, ampak ja, je pa na mestu zdaj vprašanje, kakšna bo prihodnost fizičnih trgovin, bodo spletne platforme prevladale in nas tudi tiste, ki ne radi nakupujemo na spletu, prisilile v to, da to počnemo. Ja, vidiš, zaznavaš te spremembe, ne, zagotovo si del svojih nakupnih navad že spremenil. Res majhen del, res majhen. Ja. Vidiš, jaz recimo ne rad grem v trgovino in se mi zdi, da vse en klik proč. Pa ti bom tudi povedal, zakaj. Marsikdaj recimo tam nisem dobil zadostnih informacij, pa sem prišel mogoče predvsem bolje sam informiran v fizično trgovino, kot pa potem tam. Pa pogosto se mi zgodi, da recimo izdelkov ali ni na zalogi, ali niso za videti. Ampak ne bomo še odpisali fizičnih trgovin, tako da dobra novica za tebe. Glej, ne samo jaz, pa seveda tudi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo, so prepričani, da fizične trgovine ne bodo izginile, bodo pa morale precej spremeniti to svojo vlogo, ne. Do neke mere se to že dogaja, ampak če je bila včasih recimo glavna prednost trgovine to, da si tam lahko prišel do izdelka, se je danes to spremenilo, ne. Danes lahko naročimo veliko izdelkov kjerkoli, kadarkoli, se veš, lahko to narediš sredi noči, ko se spomniš, da bi nekaj želel ali potreboval in to urediš, v bistvu se s tem ne rabiš ukvarjati naslednji dan, samo počakaš, da izdelek pride. No, ampak ravno zato fizična trgovina ni več dovolj, v bistvu vedno bolj pomembna postaja ta izkušnja, občutek, svetovanje, odnos do kupca, pa predvsem pravijo strokovnjaki možnost preizkusa izdelka in nazadnje tudi seveda hitrost storitve tam. Naša sogovornica, intervju s profesor dr. Romano Korez-Vide z Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru tudi objavljamo danes ob temi in komentarju v časniku in na spletu. No, sogovornica recimo opozarja, da se trgovina premika iz tega klasičnega prodajnega modela v model uporabniške izkušnje in da bo prihodnost verjetno v kombinaciji nekega fizičnega in digitalnega sveta, torej tako imenovani vsekanalni prodaji, omnichannel, ne, z lepo slovensko besedo. Skratka, že imamo take primere, ne, tudi v Mariboru, kakšna tehnološka znamka je že prišla recimo bolj kot ne z nekim showroomom k nam, kjer je mogoče nakupna izkušnja, potem se zgodi na spletu recimo, ne, nakup sam, ampak da ti lahko nekaj preizkusiš, tudi to že imamo. Tako da ja, strokovnjaki so prepričani, da bodo uspešni trgovci, ki bodo znali povezati splet, podatke o kupcih seveda in tudi nenazadnje o izdelkih, pa to celo logistično izkušnjo in fizično izkušnjo, ki jo mi lahko z izdelkom imamo. Tako da verjetno trgovina prihodnosti ne bo več, zelo verjetno ne bo več ta prostor, kjer nekaj kupiš, ampak prostor, zaradi katerega se želiš vrniti, bodi si v trgovino ali na splet. Ok, da dodam še, ne grem rad v trgovine, ampak sem pa, če lahko se pohvalim, izjemno učinkovit in hiter, ne, če pomorem v trgovino pa res neke nakupe za gospodinjstvo, pa sem ful vesel, če dobim kakšen seznam ali pa si ga naprej sestavim, ne rad zapravljam časa pred policami in si ogledujem stvari. Mimogrede pa v kakih tehničnih trgovinah tam pa zelo rad poklepetam tudi zaposlenimi in imam rad na svet. Zanimiv ta koncept cele neke mešanice, ki se nam torej obeta v prihodnje in če mogoče pristavimo še lasten piskrček, tudi večer, ne, je takšen najbolj romantičen v fizični obliki, zadiši, ampak na digitalu pa dobite to, kar sami želite in to v veliki meri. Takoj in kadarkoli in kjerkoli. Tako. Vabljen seveda k branju na katerikoli platformi teme, uvodnika, komentarja torej in še intervjuja, ki jih je pripravil Mitja Segaj. Naslednji mesec bo pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo soseske Novo Pobrežje, ki bo v Maribor prinesla nova javna najemna in oskrbovana stanovanja. Projekt, ki ga vodi Stanovanjski sklad Republike Slovenije, bo pomembno spremenil podobo Pobrežja, saj poleg stanovanj vključuje tudi ureditev prometne in druge infrastrukture. Predvidena je gradnja 439 javnih najemnih stanovanj, med njimi tudi 60 oskrbovanih stanovanj. Soseska Novo Pobrežje bo zgrajena na nepozidanem zemljišču v ulici Veljka Vlahoviča in bo sestavljalo 15 večstanovanjskih stolpičev, razporejenih v 5 nizov v smeri vzhod-zahod. Na skladu napovedujejo, da bodo v poletnih mesecih objavili javno naročilo za nadzor in izvedbo gradnje.
Če bodo uspešni pri izbiri izvajalca, naj bi se gradnja prve faze, ki vključuje 182 stanovanj, začela še do konca leta. Podrobnosti Sanje Vrovnik v Večeru in na večer.com. Ob 20. obletnici dvorane Lukna je Maribor postavil na ogled košarkarski potencial mesta. Žensko košarkarsko društvo Maribor je osvojilo naslov državnih prvakinj U16, košarkarski klub Borut Besedič Čiro pa naslov državnih podprvakov U14. Očitno so dobro vedeli, kakšne ase in asice imajo v rokavu, saj od lanskega poletja. Takrat je vodja košarkarskega društva Borut Besedič Čiro Filip Džeba odkrito govoril, da je njihova generacija U14 ena najboljših v Sloveniji. Pri ženskem košarkarskem društvu Maribor pa so se lahko pohvalili z lastniki medalj, združenih v svoji novi generaciji U16, klubski trener oziroma reprezentančni selektor Robert Stojkovič in nosilka igre Veronika Ferjančič sta z evropskega prvenstva prišla kot evropska podprvaka U16, trener za fizično pripravo David Drame pa je bil bronast z moško reprezentanco U18. Kako je bilo v Lukni, preverite na večer.com, zgodbo je pripravil Zoran Mijatovič. To je bil Večer zjutraj 12. maja 2026. Z vami sem bil Miha Dajčman. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani in spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih druge ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet, želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo in ne pozabite, z Večerom razumete bolje.